Dober dan, Slovenija, vam mahamo izza televizijskih zaslonov in seveda bodrimo v pozdrav, ne glede na to, v kakšnem čustveno-psihofizičnem stanju ste, mi vedno poskrbimo, da vas najdemo v topu objem, poln dobre volje in vsega lepega. Z vami smo, kot ste že vajeni, moja malenkost Ana Marija Mitić in seveda moji dve cenjeni kolegici Katarina Keček in Violeta Tomić. Tokrat pa nismo same, ampak v svoji velecenjeni družbi pozdravljamo še bolj velecenjeno, predvsem pa srčno, zelo vesele, da si z nami gospa Alenka Gotar. Pozdravljena. Da ne bi bilo preveč hvale in slavospevov takoj v štartu, te za nalaž predstavljam samo kot damo, gospo, ne pa tudi tvojim akademskim nazivom, ki pa je resnici na ljubo magistrica umetnosti. Res je. In to ne samo enoplastno, temveč, kot vem, si iz petja, opere in teatrskih znanosti. Res je. Ja. Kar ni mačji znanosti in umetnosti, ja. Tako. Ja. In ne samo to, tudi upala si kljub temu, da imaš močno akademsko ozadje kot šolana glasbenica, malo povohati pop vode, ta prav show biznis, mislim, ne samo malo, ampak v največji mednarodni oder, ki se mu reče Eurosong. Ja. In ne samo zastopala, ampak tudi se prepričljivo izkazala kot izjemna združiteljica operne umetnosti in popa, ki pač Eurosong najbolj zanima. Kakšna je bila pa tle tvoja izkušnja? Mnogo je bilo že povedanega leta 2007, ko si za čudovito pesmijo Cvet z juga res prodrla v taka in drugačna srca, ampak kako je bilo pa tebi? Zdaj, ko gledam nazaj, še vedno nekako ne moram verjeti, da se je iz take šale, da se je naredila taka velika zgodba. Mi smo bili takrat prvi, ki smo začeli mešati to zgodbo, opera, pop, čeprav pravijo, da se zarečenega kruha največ poje, povem, da sem jaz nekaj let pred tem z Ildivom, ko oni še niso bili tako slavni, sem snemala videospot in takrat sem rekla, jaz pa tega ne bi nikoli, da bi jaz opero pa pop, to pa ne. Jaz pa ne, jaz sem pa resna pevka. In to se na Eurosongu. V resnici je tako, da resen moraš biti pravzaprav pri vsem, kar počneš, pa srcem. In pa se zgodijo ta prave stvari. In jaz sem resno stopila v tisto zgodbo, čeprav je bil hec, sem rekla, naj bo dobro narejen in očitno so ljudje začutili. Nekaj pa tudi je. Karizma pa iskrenost, to je tisto, kar ljudje imajo radi. Ljudje oproščajo napake, ne oproščajo pa neiskrenosti. In tako mi smo šli takrat tako na oder in vse je dobro izteklo. Zelo dobro se je izteklo. Kako se ti, Alenka, obrestovalo, bom rekla, to gostovanje na Evroviziji, mislim, zdaj, če gledamo naše slovenske izvajalce, se mi zdi, da kar nekako tradicionalno tisti, ki gre na Evrovizijo, čez 2-3 leta propada oziroma gre v neko pozabo. Mislim, da bi bilo neko prekletstvo povezano s tem Eurosonga. Na nek način je. Zato, ker ljudje, ne vem, smo Slovenci taki, da smo ljubosumni in da ne prvošmo. Če bi Fošija imela rit, se veš. Ne prvošmo in jaz mislim, da ko si enkrat toliko v fokusu te slave, tega, sploh pa če ti rata, takrat pol ljudje kar malo zamerijo. Vse ti odpustijo samo uspeha. Samo uspeha. Te spustijo do nekega nivoja in pa rečejo, ma kaj se gre ona, kaj pa misli, da je? Točno to. In pol naredijo vse za to, recimo premesa se moja takratna založba nekaj rekla, so se ful potrudili, da se ne ostane. Da so druge naprej, pa je bila Rojka, pa je bila Izmajlova, pa to, Gotarca pa ne sme. Škoda, da nisi takrat, bom tako rekla, neko turnejo, oziroma ta neki crossover, veš, da bi... Jaz sem imela takrat zelo čudno pogodbo in enostavno, jaz sem bila znotraj te pogodbe in nisem smela ne snemati, ne ničesar, tako da jaz sem šele 2011 smela izdati v resnici moj prvi album, kar je bilo v bistvu še prepozno, ker tista glavna potencial je pa že šel. Ampak jaz v bistvu nisem nekaj strašno sekirala, čeprav me je bolelo na začetku, ker sem vedela, da se mi je dogajala krivica. Sploh mi je bilo grozen, ker ravno sploh če je ženska, pa če je izobražena, to je treba takoj nekako... Jaz vem, da so to takrat naredili zelo veliko teh naročenih člankov, da so me očrnili, kjer so lahko, da so me probali predstaviti kot neko navadno glupačo, vzvišano, arogantno, kar jaz v resnici
Mogoče, jaz ne maram budal, ne, in se raje umaknem, sicer pa se trudim biti topo človek, ne, jaz se zelo veliko zafrkavam, se bi me nekatere poznate tako privatno, ne, Da vemo, da si pač smart in je to. Ja, no, ampak so si pa res prvoščili, mislim, da je bil tle problem, ker pač si bila izobražena. Ja, ta tvoj motreteum, to je šlo, zaprla si usta, ker pač nisi bila zdaj, mislim, to je pa mednarodno. Me je pa to rešil, mene je stroka rešila in to, da sem znala peti, mislim, da mi niso mogli, kar se ne tiče tega, mi niso mogli učitati, ne, da ne znam peti, čeprav tudi to so nekateri. To so rekli. Idealno, ne? Klasični glasbeniki so ti kar zamerili, ne? Ampak da si šla pod svoj nivo, se veš, pop pa to, ne? Ampak mi je zanimivo, zdaj gledam, ker bom rekla podobna situacija, tudi Raven prihaja, neizobražena pevka. Sam jaz sem ta let prebila. Ja, prihaja, no, ampak ravno v tem primeru hočem reči, ne? Ona lahko se dviguje, ne? Tako da nisem videla nobenega očitka, češ kako za operna pevka poje pop, mogoče zaradi tega, ker je ona v resnici iz popa prišla, pa zdaj to. Ja, to je drugače. Isto Nuški Drašček je lažje, ker je prišla iz popa v opero. Obratno se pa dvigne obrvi, če nimaš botoksa in potem kaj hujšga, ne? Da se degradiraš. Da se degradiraš, pa v resnici ni tako. Ne obstaja slaba pa dobra zvrst. Obstaja samo dobra in slaba glasba. Dobra in slaba glasba, ne? In ti lahko narediš vrhunski narodno zabavni valček in je verjetno na istem nivoju kot neka druga zadeva. Mislim, pomembno je, kaj na koncu publika pravi. In to jaz mislim, da še vse ne glede na vse te poskuse diskreditacije, ki jih je bilo nemalo, nešteto, mi je nekako uspelo ravno s tem, da sem znala peti, no, da sem v resnici preživela, ker je bilo tudi tako, da nekaj časa nisem imela niti nastopov, niti nič in sem morala zelo tenko piskati, ravno zato, ker so hoteli nova, takrat, ki je bila še Sončin red, pa te joj, kaj so oni meni delali, kaj so oni meni vse podtikali, meni je bilo res. In v bistvu šele zadnjih nekaj let, potem, ko sem jaz prestopila ta drug prag, ko sem šla tako rekoč iz estrade, pa iz tega mojega profesionalnega, primarnega profesionalnega delovanja, ko sem šla v politiko, pa zdaj na Ministrstvo za kulturo, kjer vodim področje glasbe in to brez težav, ker sem nekako zelo strni in z resnimi brazgotinami dokazala, da nisem glih toliko neumna, kakor so me hoteli predstaviti, pa da sem elokventna, da znam stvari speljati in to sem zdaj dokazala tako na Ministrstvu za kulturo, kot recimo, ko sem bila v programskem svetu na RTV-ju, takrat smo v burnih časih si bila takrat, v hudih časih. Ja, zelo burno je bilo, Po drugi strani sem pa držala roko nad kulturo, nad glasbo. Pri meni niso smeli ukiniti Melodij morja in sonca, slovenske popevke je bila spet uvedena. Spet po 10 letih smo uvedli festival šansona, kjer moram še enkrat pohvaliti po celo Slovenijo. Komad, ki ga je odpela vajina kolegica. Ja, poznamo. To je bilo, jaz sem zdaj le kurjo polt, jaz sem že v komisiji, ko smo izbirali skladbe, ki grejo na ta festival in mi smo bili brez besed, smo rekli, to je pravi šanson in jaz mislim, da Sloveniji manjkajo šansoni, ta malo bolj intelektualen način glasbe in to je to, kar jaz sem vse festivale ohranila, zdaj jih pa nažalost, kljub temu, da so nas kinali, da so nam prekinali mandate, so vse so ukinali. Kaj me zanima, se opravičujem, a ti misliš, da če ne bi šla v politiko, da ne bi dobila toliko pozicije, moči, da bi lahko vse to naredila? Pa kaj pa vem. Zagotovo je bilo strani tistega momenta, ko sem prišla v programski svet, čeprav so mi rekli, da sem politično nastavljena, ampak po drugi strani, jaz sem bila res ena izmed teh, ki sem bila predlagana na strani stroke, hvala Bogu, da saj to varovalko sem imela. Verjetno ne bi bilo
v percepciji ljudi ne bi bilo mogoče take moči, ampak ljudje še vedno mislijo, politiki so pa strašno pametni, politiki pa vse znajo, pa tisti, ki imajo denar, da so pametni, sploh ni res. Tukaj v politiki najbolj čez pridejo tisti, ki znajo zelo dobro kimati, so pa nekateri, ki pa pač povemo po svoje, ampak jaz mislim, na dolgi rok resnica velja. Kakšne vse resnice nam bo povedala Alenka Gotar, pa po kratkem predahu za reklame. Ostanite z nami in se vidimo kmalu. Pozdravljeni nazaj v oddaji Dober dan Slovenija, kjer smo zelo veseli, da se je naši tri peresni deteljici pameti, zgovornosti in lepote pridružila tudi Alenka Gotar, ki kot vedno, brez dlake na jeziku, pove točno to, kar si misli in ne glede na to, koliko jo to stane. Stroka te je hotela uničiti, pa mediji hoteli uničiti, pa vse to, ampak ti neuničena pomagaš tudi drugim, ki jim življenje ni tako zelo naklonjeno. Ne vem, koliko ljudi vejo, ampak meni je znano, da si tudi velika humanitarka. Spomnim se akcije za Urbanovo srce, ko je perspektivni košarkar v bistvu s svojo pomočjo dosegel, res lepa zgodba. Brez staršev, brez kogarkoli, slučajno tam v bližini živel, ni imel nikogar in sem mu pač pomagala, ko je imel smrtno obsodbo in diagnozo, da bo umrl, da smo zbrali sredstva skupaj s košarkaško reprezentanco Slovenije, z Goranom Dragićem, in je bil uspešno operiran in je nadaljeval. Ne samo, da ni umrl, celo profesionalno košarko je naprej nadaljeval in jaz sem tako kot neka njegova nadomestna mama in zdaj sem celo fake babica, ne, tako da... No, ampak to so te lepe zgodbe, ki štejejo v življenju. Pa jaz mislim, da jaz sem prepričana, da jaz sem bila kar blagoslovljena. Meni je Bog zelo veliko dal, veliko mi je tudi vzel in če lahko pomagaš, jaz mislim, zakaj ne. Nekateri sicer malo izkoristijo, ampak po drugi strani pa, če greš nekako tako, ne da pričakuješ nekaj nazaj, ti itak življenje vrne. Tako da, tako moraš biti. Pa Strmolska vrtnica je tudi eden izmed nazivov, s katerim se ne morejo dičiti mnogi, pa zbirala si za Postojnsko porodnišnico. Ja, to mi je bilo najboljše. Za dojenčke. Ne, ni res, kaj za dojenčke? Za posle zbirala. Ja, veš, kaj je bilo? Jaz sem rodila v Postojnski porodnišnici in oni so res dobri. Jaz sem ležala na tisti, ne vem, 40-50 let stari postelji, ki me je mogel že dvigati, da se lahko po carskem rezu v glaven. In kaj človeka stane, če ima možnost, ima prijatelje, ki so glasbeni izvajalci, smo naredili en velik humanitarni koncert, par ljudi smo še zraven povabili in tudi sponzorjev in smo nakupili postle za mamice, za cel porodni oddelek na porodnišnici Postojna, tako nekako v zahvalo, da so mi pomagali, da sem jaz prišla do mojega zaklada, mojega Nikolasa, mojega sina. To pa v prvi vrsti vedno poudarjaš, pa v bistvu se ne rabiš sama poudarjati, je videno samo, da si vedno najraje, oziroma da je absolutno prva vloga mama. Zaljubljena, Lejo. Ampak ni bilo čisto lahko priti do te zaljubljenosti. Kasneje si bomo res pogledali še zelo lep video spot, kjer nastopaš skupaj s svojim možem, čeprav vidva nista iz osnovno kompatibilnih žanrov, ne? Ne, on je narodnjak, ne. A ti tudi poješ z njim narodno zabavno? Ja, veš, da smo en valček sva posnela in sicer še vedno si tu, pa smo bili pol na enem festivalu, kjer so nas, češ da jaz nisem vokalno primerna, ne? Oh my God. Svet ne, to je slovenska fašarija. So nas vrgli ven v polfinale, ampak pol na koncu je postal najlepši valček 2018 in naredili smo pa video spot po najni resnični zgodbi. Res smo čudna država, res. Ampak jaz tako, moram rekla, zdaj zadnji par let opažam, da ti ne poješ več, bom tako rekla, v javnosti, vsaj jaz nisem zasledila koncerta, nimaš nobenega, si se ti... Ne, ni res. Z možem. Kaj pa tvoja solo karijera? Kje je zdaj ona? Veš kaj, malo sem dala na hold. Ena stvar je, da pač sem mama, druga stvar je, da... Mame tudi pojejo. Ana Marija poje. Ja, veš kaj, jaz sem še
zdaj zadnje 4 leta sem delala po tudi 14, 15, 16, 19. Na ministrstvu? Ne, dopoldne sem bila pač sem bila na Ministrstvu za kulturo, oziroma sem na Ministrstvu za kulturo, pa še vedno imam profesuro, poučujem petja, pa še v programskem svetu RTV Slovenije sem bila, tako da je bilo vsega preveč in zato za mojo dušo je meni najlepše iti z mojim možem na oder, ker je res vrhunski vokalist in mi da imava linijo koncertov, ko opera poljubi pop in sicer izvajajo skladbe kot so Barcelona, to, kar sta Freddie Mercury, pa Monserrat Caballé pela, pa Amigos para siempre, pa take te mega hite, ki v bistvu je privilegij, da imam dosti dobrega pevca za moža, tako da sva skupaj na odru. In to so res vrhunski koncerti, vedno znamo pa preseneča, da ljudje, da so lačni te glasbe in pol imamo stoječe ovacije in sploh po tistem, ki so naj toliko pljuvali, da naj tako lepo sprejemajo. Tako da to je to, kar je za mojo dušo. Več se mi pa ne da več. No, se to sem glih mislila. Kaj mene dejansko zanima. Ves čas ti očitajo, da se ukvarjaš pač z drugimi zvrstmi glasbe, da nisi kot operna pevka, pač da nisi tukaj. Kako to, da nisi v operi, recimo, si našla kariero? Ne, jaz sem bila še preden sem zmagala EMO, sem bila že 10 let solistka obeh naših opernih hiš, pol še nekaj let kasneje. In sam pol enostavno je bilo vsega preveč, pa tudi tako, no, vse veš, kako je v gledališčih, ne, pa si malo zunaj, pa si noter. Opera nekako ni, je precej manjši svet kot gledališče. Gledališče ima več možnosti, samo gledališče, no se opera tudi gledališče, da se, ne vem, pa je MGL, pa je drama, pa je celjsko gledališče. Opere pa samo ena, ne dve. Ja, mimo pa samo Ljubljano, pa Maribor, no, tako da jaz v bistvu, pa sej več kot to, da sem solistka v obeh operah, nimaš kam, ne. Edin, če greš v Milansko skalo, veš, edin, če še to. Pa sem pela od Tokija, vsake jaja do Toronta. Zdaj mi je ljubše se malo nazaj potegniti. Jaz sem začela pri 8 letih v ljubljanski operi v otroškem zboru 5. Zdaj letos bom 47, jaz sem že kar eno delovno dobo za sabo. Ja, tako da je z možem grem za dušo. Kaj se smajaš? Če res. Ko opera poljubi vrstno iztočnico, da se zdaj v ozadju odvrti nekaj delčkov čudovitega videospota, kjer nastopaš tudi z možem. Sam le. Jaz vem, kako je nastopati s kom, pa sploh nismo romantično povezani, pa si gremo že lahko na živce. Pač to je oder, to je muzika, to se vse čustva daš na plano in so taka in drugačna. Evo, tle pride Alenka, cela lepa. Skratka, kako pa ti on nič ne gre na živce? Te bom kritično vprašala. Seveda mi gre. No, hvala. Če kaj pravice na svetu, v vsakem dobrem razmerju se je treba tudi skregati. Dobro. Je treba pa pol najdati nek konsens, da greš normalno kot človek naprej. Po mojem. A ni res? Absolutno. Poslušamo komad. Be the one. Love can win, no matter what they mean. Let the sun and the lights go in. Leave your love. Zdaj bi pa povej, kaj je bilo pa najbolj grozno? Zdaj si pa ti mislim navreč puško v koruzo, pa obupati na to ljubeznijo. Ker vama res niso dali miru. Razliko v letih. Daš kolikrat? Ja, ampak to vsi so se družine, nekaj gadno je bilo. Se nočem te spominjati na slabe čase, ampak ljubezen lahko zmaga. Pa se to v resnici v bistvu se vsak dan tako še malo spomnim. Veš, da mi je bilo najbolj hudo. Še pol, ko sem rodila Nikolasa, sploh v teh naših koncih, tam, odkudar midva prehaja, se pravi Domžale, Kamnik, Lukovca, pa to, sem prišla enkrat v eno trgovino s čevlji, da ne bom govorila o imenih, ne, in pa Nikca sem imela v Lupinci, tako, bil je 2 meseca star, že mi glih rojsten dan, sem mu hotela Adidaske kupiti, pa me je ven vrla, da sem jaz, tale, kaj že, prodajalka, da sem jaz sramota Sloveniji, da za mene nimajo nič. Se pa so se mi upravičili, jaz sem tako prejokala. Še poporodna, ki si že ki si dojenčkov vse kupujo. Ti smo bilo Z nami narobe. Ne vem. Res, naš... In to samo zato, oprosti, bom tako rekla, ker si malo starejša od svojega moža. To je glavni razlog, kaj da so bili. Očitno. Pa še ženske, oprosti. Moški je lahko starejši od ženske, 30 let brez problemov, če pa obratno,
smo pa obsojeni. Smo pa vse. Še vedno je ta stereotipa, ne? Čeprav sem vesela, no, ne sam ti, da ogromno žensk zdaj ne gleda več na leta kot na neke številke, danes je najbolj važen, ker je tako težko očitno tudi do partnerja priti, da sploh najdeš partnerja, s katerim se ujameš, a ne? Zdaj, če se bomo obremenjevali s tem, koliko ima leta, ne, pol lahko tudi s tem končamo, ne? Ker če bi bilo katero žensko vprašala tako, katere so 3 lastnosti, ki jih želiš pri moškem, prosim te povej, ne vem, verjetno zabavnost, poštenost, odkritost, naprimer, nikoli ne boš rekla, da je star 40 let. Pa da je samooskrben, Ja, a boš rekla, da je da ga boš treba preživljati. Se strinjam. Ja. Šel za eno vrečko od spodne gate, pa cedi od Vilija resnika in meska. Ja. Od Vilija in ti si še z njim. Ampak, a veš, tisti, ki greš čez vse, pa, Ja, absolutno. ni nujno, veš. To z vrečkami plastičnimi, to vse poznamo. Ja. Tako da imam alergijo na plastične vrečke, če vidim ti pa s plastično vrečko, kar črtam na drugo stran. Res. Včasih, a veš, da je boljši, ja, lažje Res. je, če bi bil samooskrben. Se zdaj je. No, vidiš. Ja. Očitno je rabo žensko, ki ga bo navadila samo skrbnost. Ja, veš, mnogi moški rabijo tudi ženske, da jim odprejo in pokažejo pot do življenja. Ne? Ja, sem Ker res. matere, se veš, kako matere funkcioniramo, zdaj si tudi mama in verjamem, da se ukvarjaš tudi s tem zaščitništvom do otroka. Jaz upam, Ne? da nam nikoli tako kot Upam, tvoja da ne. mama ali pa ta Glej, jaz veliko slovenskih mater smatram res za patološke, ker gre ta ljubezen mora imeti tudi mejo. Ne? Ja, a veš, No. otroku moraš dati krila. Absolutno. More pasti otrok. Tudi padati mora. Ja, seveda more. Ne? Čeprav to mi je še malo težko. Ampak more padati. Kaj pa, ko tebe ne bo zraven, se veš, a ne? Saj Slej, ko to. prej te ne bo zraven in bo padel. A ne? Ja. No, da pa ne boste vi slučajno padali ven iz ideje, kaj se lahko dobite, kupite ali pridobite za svoje lepše življenje, pa vas prepustimo oglasom, vendar ne za dolgo. Bodite kmalu zopet z nami nazaj. Drage dame in cenjeni gospodje, pozdravljeni zopet nazaj, kjer debata burna komaj da uspe presekati tele špice, ki nas ločijo od oglasov in z nami je, kot ste verjetno že ugotovili, Alenka Gotar, ne samo magistrica umetnosti, temveč tudi ženska z veliko začetnico, ki pa vedno znova poudari, da je najraje mama. Res je. Prej sem te tako kar smelo vprašala, ne, kako pa še nastopaš s svojim možem, da ti ne gre nikoli na živce, si me gladko zdemantirala, da seveda, da ti gre, saj to je pa vendar normalno. Otrok pa tudi zna iti kdaj na živce. Kaj pa takrat narediš? Pa ja. Ti imaš res močen glas, kaj naderaš? Ne, zapoje po moje. Ne se reče, mami, ne pojkat. Ne mare pojkat, ne? V nam petju grejo res stene, ne? Visoki C lahko razbije kozarc, tako da... To je dobra kazen. Da zapoješ visoki C, ker ti kaj doma ne paše. Vsi zbežijo v sobi, samo okne se Ma kaj, tresajo. ker so se pa že navadili. Moraš kakšen bas izumiti. Ja, ne veš kaj, imam eno srečo, ne? Ampak to moram tudi povedati, ko smo se prej starejša ženska, mlajši moški pogovarjali. Fajn je, ta kombinacija je čisto v redu, ko imaš otroke, namreč ženske imamo, te starejše ženske imamo pamet, oni pa energijo, ne? Ja. In je super, tako, in pa že se res ukvarja, moram res reči, že super očka, ne? Tako da časih, kadar mi gre na živce, ga kar prepustim, pa se pa po moško zmentano, to je super. Moram reči, ne, da sem te zmeraj srečevala včasih, ko smo še hodili ven žurat, da si mi naljub, pa tebi tudi ne več. Ampak včasih smo se pa srečali v kakšnem lokalu, vedno si imela zelo fajn fante okrog sebe. Kot je ratalo to? Mlade, res to mene tudi res? zanima. Ne povej nama Mlade, recept. Dobro so izgledali, Kaj pa jaz fajn sem, so bili. Ja, jaz sem zmeraj rekla, pa kje ta Alenka, kje jih dobi? Ne vem. No. A veš, najboljše ne se truditi, ne? Pa pride, ko sami. No, ja. Isto tako, kot moj mož, in mislim, on je sam od sebe prišel. Koliko časa te je ljubil? Do... Ker verjamem, da si se upirala sploh zaradi predsodkov, bom tako rekla, ne? Joj, veš kaj, on je bil moj učenec za petje, ne? Ja. In sem pa, ko sem zvedela, da je zaljubljen, sem rekla, Tako kot Macronova zgodba. ja, isto, ja, On je bil tudi njen učenec, Ja. in se zaljubila. Ja, ne, sam jaz sem ga ven vrgla iz šole petja. Se ona ga je tudi Ja, šla ja. stran, ni ga hotela 10 let videti. Je rekla, zrasti mulcko, pridi pol k meni. 10 let, mogoče 10 mesecev, kaj tasga, ne? Ja, on je bil že takrat vsaj polnoleten, no, ne, Macron. No, vsaj to, Macron ni bil, a ne? Ja, no, tako da to, sam pol je bil pa toliko vsiljiv, ne, pa kaj vse on je probo, pa mi je napisal skladbo Polko, všeč mi je, ko se smejiš, ne, razlika med nama kar nekaj let, ne, in to je bil mega hit, ampak pol je bil pa krog novega leta, pa sem jaz hotela imeti, veš,
smrekco, ta pravo, ne, pa sem rekla, da jaz bi imela pa smrekco, in oni doma so imeli kmetijo, pa tako, pa kar ni bilo nič, ne, pa sem ga enkrat malo podražila, ne. Prav, da je zdaj dobila to jelko ali ne? Pa rekel, kaj zdaj, hočeš smreko ali jelko? Sem rekla vse in mi res prinesel 2 smreki, jelko, bor, pa še pa obreze. Tako da... To se je potrudil. A ti si imela celo hostov, bajtu. Ja, vse duhovit je bil, ne, in to, jaz mislim, da je zelo pomembno v razmerju je, da se lahko skupaj nasmeješ, no? Ja. Ja. To se mi zdi osnova. Humor je lepilo za zvezo. a ne? Ja, Da respekt. greš lahko tudi čez neke humor. težke zadeve, pa zoprne, pa banalne, Ja. tudi na malo nasmeha. Ne? Lej, kemija, respekt pa humor. Absolutno, to si bom zapisala. Ja. Zanimivo mi je pri tebi ravno to, mislim, ko poješ, ko prihajaš iz nekih drugih vetrov. Končala si, zdaj si že par let na ministrstvu, če se ne motim, si prišla na ministrstvo pod Janševo vlado, Ja. z Vaskotom Simonitijem. Res je. Bom tako rekla, ne skrivaš pač, bom rekla, svojega političnega prepričanja, ampak zanimivo pa mi je to, da te ministrica Levice pa ohranila na ministrstvo, ne? Pričakovali bi, da bi... Ne, jaz sem ja. že prej zaposlena za nedoločen čas, čeprav so se vsi v bistvu obregali ob to, ampak jaz sem nekako lep dokazala, da Ja. nekaj pa vem o muziki, no, in ko vodim to področje glasbe. Ravno včeraj mi je gospod Ramovš, Klemen Ramovš, ki je poznan kot največji mahar na področju glasbenega menedžmenta, Ja. mi je rekel, da sem absolutno prava oseba na pravem mestu in to, če pa on rekel, ker skozi toži, da skozi se pritožuje. Skozi se pritožuje in če pa on to rekel, pol pa nekaj že bo. Pa v bistvu jaz pa gospa ministrica smo se vedno dobro razumeli. So kakšni drugi, kjer se nismo, ki se ne razumemo dobro, ravno zaradi tega, ker jaz povem, kar si mislim. In tudi, recimo, so me desni, so me popljuvali, ker sem podprla gospod Natašo Pirc-Musar. Ampak jaz stojim za mojimi prijatelji, tisti, ki so moji prijatelji, meni je čisto vse in kaj so levi, desni, roza, zeleni, whatever. Bo človek, če si pa kaj drugega, pa je delec stran od mene. Ja. In zato jaz se v bistvu ne identificiram kot neko politično prepričanje. Jaz mislim, da če upoštevaš pravila ZKP, zdrave kmečke pameti, si na najboljši poti. Ampak si pa članica SDS-a. Seveda, ja, seveda se to jaz nisem nikoli skrivala. Ne? In mislim, A s Simonitijem sta se razumela? Simonitijem zelo. A res? Z nekaterimi drugimi, recimo z njegovo vodjo kabineta, tam ni bilo neke ljubezni, ampak če res, ne. Ja, ne, pri Simoniti je tako, vse me je nadrl kap psa, ampak jaz v bistvu sploh nisem bila nikoli za res del kabineta, ker mene so dali da sem vodila področje razvida medijev, ne, tako da jaz s kabinetnimi odločitvami nisem imela veliko, tako da sem dosti stvari sem to iz medijev izvedela. Gospod Simoniti je drugače znal biti zelo velik gospod in do mene je bil korekten, znal je biti pa tudi tako, vem, kako je bilo s tabo, to vse vem. Veliki barabin. Ja, ampak lej, a veš, on je videl, da jaz svoje delo delam dobro, me je pustil primer in to je čisto v redu. In Jaz sem tudi delala vidi, svoje delo dobro, pa je bil zelo primitiven v tistem času. To pa jaz ne morem za njega govoriti. Ja. Star Ja. gospod, ne, in valjda ne moreš se... Je pa res, da verjetno ni gledal človeka, ampak je gledal politično opcijo. Pa vse to je vedno problem, da v bistvu, da pred kamerami se vsi koljejo, ne, in za neke politične točke, kar je v resnici... A veš, kaj je zanimivo? Razlika med estrado pa med politiko. No, povejo, to pa ne vem, res, kaj pa je razlika? Ok, da so politiki gršili del, ok, to je prva razlika. Ja, tako je, kaj zdaj? Ni res, ni res, ene so prav lepe. Pa tudi Kaj, poslanke? Ja, a še rekel, da je Eva Irgl ni lepa. Lepa, ampak se ne bom, noče biti nesramna, pa ne bomo zdaj naštevali poslanke, ampak hočem reči, da pa če estrada zahteva lepoto, noške, vid grd, tam moraš biti pa nažalost, ne gre to tako. Ne, razlika je taka, da v politiki se koljemo med sabo pred kamerami, pa gremo pa na pivo skupaj. No, to pa vemo, ja. Ja. Pri estradi, vsi ljubice mucice. Pa nožek v hrbet. Ne samo, da ko obrneš hrbet, že ko si v obratu 25 nožev. A boš rekel, da ni res? Bom rekla, da je res. Točno tako je. Ja. Tako da je boljši politiko, kot je v estrado.
Ja, bolj A varno. veš, da ja, da Ja, res. očitno. Ne, Mislim, bolj stabilen posel, je, ne, vsaj to. pa ne stabilen posel, kvečemu na estradi je dosti primitivizma, ki ga je mogoče malenkost manj v politiki, pa mogoče v politiki se o resnih zadevah pogovarjamo, pa o denarju, pa take stvari. Medtem ko pa na estradi... Se pa v botoksu, pa v plastični kirurgiji. Ja, pa tam so pa egoti. Ja. Tam so Ja, pa res samo je. egoti, Ja. brez nekih dodatnih finančnih, tudi to sicer, ampak... Sam se veš zakaj, zato ker se tam vsak zase bori, ne? Ja. Ne bori se za skupnost, ne začela, bori se za svojo denarnico, pa za svojo rit. In zato pač tudi tako funkcionira pa na koncu, ne? Ja, mislim, jaz vsekakor veliko bolj uživam zdaj, kot sem kadarkoli prej. No, to je pa lepo. Ja. Se ti vidi in sem vesela zate Hvala. in nisem tipična Slovenka in ti nisem favš. Ne, vse tri nismo. Tako da veš. Sej, a veš, meni je bilo pa danes, me je bilo malo strah vam prijeti. Zakaj, ko smo tako prijazne? Ja, sem pa vesela, ker jaz imam rada inteligentne ljudi, predvsem pa inteligentne ženske, brez dlake na jeziku. Rajš imam take, ki me pošljajo nekam, kukar pa tisto, ki se mi... Ja. To mi Ker ne je. veš, kaj bi rekla Ljubica, nazaj. srček, se veš. Ja. Ne? No, to. Hvala ti, ful. Hvala Pridi še kaj- enako. Pridi še kaj k nam. Ja, če me boste povabili. Bomo. Hvala. Vi pa tudi vabljeni v našo družbo vsak torek, sredo in četrtek ob 18:20, kot ste že vajeni na najljubšem kanalu TV3, ko smo, kot rečeno, brez dlake na jeziku in vedno pogumne. Ostanite pogumni, pa malce tudi smejte. Predvsem pa se radi imejte. Ajde, pa. Se vidimo prihodnjič.